zdaj te pa kot Louis? Kot Louis mi je, kot brand, mislim pač. Okay. To je edino v Sloveniji se mi zgodi, da me ljudje hočejo Vili klicati, ker sem kao zdi, pa ne bom te Louis klical, ker ne, it's a brand, mislim, tako jaz to vidim. It's part of the business. Tako da pač, Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Živijo, Louis. Dobar dan, Ana. Vesela sem, da si se mi danes pridružil na podcastu ob skodelici kave. Hvala za povabilo. Torej, slovenski svetovno znan frizer, ki je pod prste prejel že ogromno zvezd. Dej, pohvali se, s katerimi imeni. Bomo se malo pohvalili. V redu. V bistvu od Opera do Heidi Klum, do Rihanne, do Camila Cabello, Fifth Harmony, predtem Snoop Dogg, Karl Lagerfeld, Ronnie Wood, Lauren Herring. Mislim, da smo dobili predstavo. Tako da nekaj je, pa še njih 50 tega. A si že povabil kjerga v svoj salon v Ljubljani? V Sloveniji še noben od teh ljudi ni bil, ker salon v Sloveniji ga upravljam in delam takrat z njim, ko sem v Sloveniji. Tako da načeloma grem jaz do njih, ker so le celebrity, ali kakorkoli bi lahko rekli. Tako da mi je pač oni v bistvu organiziral, da jaz grem do njih. Tako. Torej, zdaj si v bistvu en čas v Sloveniji, en čas v tujini? V bistvu zadnje 2 leti sem bil za malenkost manj v tujini, sicer se pa zdaj spet štartalo, tako da od Fashion Weekov v Milano, v Parizu, v Londonu, New Yorku, tako da to, plus klienti za red carpets, video, slikanja, revije. Torej, ko te rabijo, te pokličajo. Tako. In ti prilediš kamorkoli. Definitivno. Čakate avto, pa čakate letalo, tako da pač greš. Vzameš kovček in akcija. Se smo na enem svetu, ki ni glih toliko velik. Ja, to je res. Kakšno kavico si pa najraje spil z njimi? Kavico, kjer najraje pijem, je črna brez vsega. Tako mi je najboljše. Da ni sladkorja, pa da ni mleka na to viso. Čisto črna. Ja, da se vidi, kaj je dobra kava. No. Ker če ne se to malo zmeša, pa ni to. Pa sladkor čim bolj stran, glede na to, da še summer tle. Še to, ja. Pa se fest razlikuje? Si se mogel navaditi na kavo v tujini? Kava v tujini, pa kava v Sloveniji je kot dan pa noč, definitivno. Se mi je zdel, ja. Kot vse. Ne vem, v Los Angelesu v bistvu se najde 2-3 lokale zgolj, ki se lahko v bistvu vsedeš zunaj in ki lahko spiješ kavo. Vse ostalo je Starbucks mood. In lahko se v Starbucksih usedeš, tudi sem ni to tam naš kav. Ja. Tako da sem v Los Angelesu sem najdel en kafe Aroma, se reče, in tam dobiš v džezvicah. Prav kavo, džezvica, še oni sladkorček zraven itd. Tako da bi se prav te pripelje malo domov. Ja, tak lep spomin na Slovenijo, verjetno. Tako, in še malo tam neko štacunico, v bistvu, kjer lahko kupiš ajvar, čokolino, napolitanke. In ko si, 8 let v tujini in okrog ti je neka taka stvar, čak, ajvar, kupi, čokolešnik, da kupiš. Ja, itak. Tak je nekaj in ti je tako prav pri srčku. Ne raj mi domov za mesec dni. Ja. Zdaj sem pa zasledila, da imaš tudi psa doma. Tako je. A tudi z njim hodiš na kavice? Z njim lahko se gre na kavico komod, samo pač vsem lepo razložim, da ga naj ne božajo in da ga naj ne gledajo v oči, ker je mešanica volka in nemškega ovčarja. In to je v bistvu pes oziroma volk, bolj rečem. Zakaj? Ker ima značilnosti so zelo volčje, v smislu zaščitništvo,
to je do neke meje, kjer še nisem videl v življenju, pa sem bil v stiku z kar nekaj ljudmi. Potem način komunikacije, ki jo ima, ko te zgrabi za roko in te vodi. On bi rad to, in ker ne zna govoriti še, to še čakam, rečem tako, sam spregovori, še pol pa smo zmagali, glavno tako. In tako da to plus ne sme nobenih hitrih gibov biti do lastnika. To pomeni, da če mi hoče da nešto tako high five, bo on, ker on čez dan v bistvu ne spi, se pa dela, da spi, to pomeni, da čisto malo tako. In če gre nešto zelo hitro z roko, je že on v tebi. To je tako, cep, ni tu. Ko neko nevarnost čuti, ne? Ja, v bistvu, ker ga imamo od tedna številka 4, ko je bil mlad, torej zelo mladega, se da izlegla ven, ker med 4. in 6. tednom si on izoblikuje svoj tel oziroma leglo in kdo je v onem obdobju z njim, je njegovo zavedanje. Tako pravi. Tako da zelo luštno, zelo pametno. Si njegov in to je to. Tako da Lepo, imeti fajnega takega prijatelja. Pa res je nek friend rata. No. In kot gleda in tako, in ko mu nekaj razlagaš, ker ve ogromno stvari, ker spomin ima izjemen, logiko ima izjemno, od tega, da si zna, ne vem, hladilnik odpreti, vsa vrata, do ve, kak vstopiti, ve, kak jih zapred, ni da ni. In ti je ono, alo. Koliko je to možno? Tako da, ja. Je pa luštno. Ful dobro. Loki. Loki, lepo ime. Me pa zanima, kaj najprej opaziš na osebi? Najprej na osebi opazim zobe, na to oči, na to kožo, na to lase. No, sem bila vesela, da je kak drug odgovor, ko pa da opaziš lase. Jaz sem v bistvu tak mod, da ko ne delam, jaz rečem. Oziroma, frizerstvo sploh ne vidim kot delo, temveč vidim bolj kot igranje z lasmi, ker ni glih fizično kopanje ni, jaz rečem, ali pa karkoli, ker mi je to pač užitek, mi ni za to služba. Tako. In ko nisem v salonu oziroma ko ne delam, se ne obremenjujem in ne gledam las. Ker kjerkoli se pojavim, me ljudje vprašajo vedno isto vprašanje. To je, kako bi me ti postrigel? In pol imam za vse te ljudi pač en isti stavek, ti bom zaupal, ko boš sedel v mojem frizerskem salonu. Ker če ne daš znanje, informacije in idejo in se zgodi, kar se zgodi. Pa ko nisem v moodu za delo, sem rad človek, da ni zgolj delo okrog. Torej bi lahko rekel, da ne čutiš take neke poklicne deformacije? Jo opazim, tu pa tam, ampak jo hiter znegiram. 5 stran. Tako, zato da si lahko tu, v sedanjem trenutku. Kako bi pa definiral definicijo lepote? Definicija lepote zame je totalna iluzija, je subjektivno mnenje vsakega človeka, je po tehničnem plati bi lahko rekel, da izhaja iz zlatega rezu. To pomeni, da estetika je nekaj, kar se bi dalo določiti in je bolj objektivna stvar, ker naša uč zazna, kaj je estetsko, kaj pa ni, kaj pa je lepota, ki je dostikrat zmešano, pa je v bistvu zgolj neko lastno mnenje o neki lastni stvari na podlagi lastnih izkušenj. Tako da lepota zame je zgolj iluzija. Ker smo se mi odločili, da je neka stvar lepa. To pa ne pomeni, da je za soseda tudi lepo. Ja, zelo strokovno odgovor. A si se pripravil? Ne, ker nisem vprašan vedel, ampak ja, ful lepo. mindset me zanima zelo te neke stvari o
Ja, se mi je percepcijah, zdelo, o iluzijah, o realnosti, kaj sploh je realnost. Kaj se rad s tem ukvarjaš? Zelo, zelo, zelo. Kdo smo, kaj počnemo tle in kam gremo in zakaj smo tu. Imaš kako tako filozofsko filozofijo? Vprašaj, izvolja. Ja, si pa ti Kjera ne tema te najdem. zanima? Ja, ne vem. Ja, kdo smo? Daj to. Kdo smo? Kako si ti to predstavljaš? Moje osebno mnenje je, kdo smo. Ja. Sem prišel na koncu do nekih dveh zaključkov. En je, da smo zgolj stroj, ki je sestavljen iz kosti z mesa. To bi lahko rekel za to fiziko, kar mi zdaj tle vidimo in kar smo se naučili, da lahko primemo. Tudi uporabljamo. Tako. Po drugi strani, druga trditev, pa sem prišel do konca, da vse, kar sem jaz, to pomeni I am, se tu konča. Pomeni, jaz nisem človek, jaz nisem frizer, jaz nisem to, ampak so to vse labelsi, ki jih damo na sebe in na druge ljudi. In ko se potem vprašamo, okay, kaj pa je, ko damo vse te labele v stran, pa pridem do zaključka, da I am. In to je to. Ali pa z drugo besedo bi lahko rekel zavest. Več od zavesti pa... Ker ko nekče reče, jaz sem Louis Ferry, to je tvoj label, ki so tega naučili, jaz pravim. Ko pa prideš do zaključka, da si ti zgolj zavest, ki projiciraš to, kar vidiš in na podlagi to, kar vidiš in preteklih izkušenj, v možganih se ustvari nek smisel, pa se explanation, da smo zgolj zavest, zelo dobro confirma, oziroma it's a fact, dejstvo. Wow. Tako. Maš si me presenetil zdaj. Zanimivo, da razmišljaš o takih vprašanjih. Mislim, ja, prišel sem do neke točke v življenju in sem ful hvaležen, da ker če sem tudi realen sam s sabo zelo uspet in ustvariti nek brand, ki sem ga jaz v to kratkem času, v tem sistemu, v katerem živimo in v katerega smo bili rojeni, lahko rečem. In ko dosežeš neke stvari do 26. leta, ki jih ljudi česajo oziroma lovijo tam do 60., 70., 80. In ker sem se družil in se še vedno z ogromno ljudmi, ki so starejši, vsake reče na koncu je, fejs sem preveč delal. Torej, če nekdo ugotovi pri tistih letih neko tako dejstvo, da je ful premalo živel v sedanjosti in da se je gnal za nekimi uspehi in za delom, to pomeni, da ni glih to smisel, zakaj smo tu. In ko ugotoviš to pri 26 letih, ko imaš kariero, income, brand, pa tako imenovan consequences, ki je fame, se rečeš, zakaj pa smo zdaj mi tu, če ni to, kar nas iz tem glih vzgaja. Torej, še mora biti nekaj več. In ker sem tako do enega 24. leta zelo jeclav in danes vidim to kot blessing, sam pri sebi mi je tako, zdaj razumem, zakaj za to. In mi je to bila tako neka rdeča nit svoje osebne evolucije. In pol pač ugotoviš na koncu, da ko si šel do vseh strokovnjakov in logopedov itd., da ti ni bilo nič boljše, torej se začel vprašati, torej kje pa zdaj je to? Ker ko se zaderem, nisem jeclav. Ko sem singing, ne jeclaš. Ja, to sem slišala, da v bistvu, ko poješ, Tako. redko kdo jecla. No, ne vem. Mislim, da ne poznam, da bistvo kdo, če Ja, poje. če poje.
In s tem razlogom so se pol vpraševali, če nisi govoril, kako pa si lahko prišel do uspehov, ki jih imaš. In pol sem bil še povabljen na TEDx in sem pač tam v bistvu razložil, da je bila to v bistvu bolj se učiš gledati ljudi, mimiko obraza in na podlagi tega si pol skomuniciral, koliko se lahko. Tako da ima vse neke, yin yang, ali kakorkoli bi rekel, vse v slavu nekaj dobrega in obratno. A potem si torej s tem dojemanjem prišel do tega, da se ti je to izboljšalo? V bistvu ne. Ne? Pomagal oziroma izboljšal mi je moj govor en bioenergetik v Zagrebu, kjer sem šel pod hipnozo / na session z njim in ko sem se zbudil, mi je rekel, sad mi kaži, ne vem, Omara in Omara ni šans, da bi rekel, ker je O in M. Aha, to dela problem. Ja. Aha, okej. Pol je bilo, ne vem, pravljica, še zdaj je tu pa tam, ja, ampak je res od dihanja, zdaj recimo, ko ga razumem, itd. Okej. Prej bi to bilo, ne vem, 2 minuti, tako. Take pol. Aha, pa je bilo res hudo. Ja, mislim, ko sem bil ustno v šoli vprašan, sem skredo odgovarjal na tablo. Aha, torej v bistvu res nisi govoril. Mislim, tako. Dober dan in vi, kot tako bilo. Pole že meni šlo tako, zdaj pa stari zavedrito nehati oziroma. Tako da je nek proces, za katerega sem nas hvaležen, ker mi je, sem bil na vseh ljudeh, v smislu coachinga, izobraževanj, ni da ni, zato da danes razumem, zakaj pa kako. To je v bistvu pa zelo navdihujoča zgodba, glede na to, da si imel takšne težave, zdaj pa v bistvu si šel čez lužo, tam verjetno komuniciral v drugih jezikih, vlado to, vlado ono, komuniciral, mislim, jaz bi rekla, wow, bravo. Wow, ja, bil pa tudi marsikateri wow down, ker zgubil sem kar neki jobo, lahko rečem, samo zaradi svojega govora. Ker ko sem imel intervjuje ali pa ko so me živo videli, je bilo tako kao v Ameriki predvsem je ta mood, da če ne zgledaš samozavesten oziroma se ne slišiš samozavestno, pol se tretira, kot da ne veš. Okay. Jaz pa sem v bistvu jeclav. Tako da je bilo vedno tako kao I can do it in pol so bili tako sorry, but I think you're not good enough because your confidence is lacking. Ne, kao pač, ni to point. Gledam to in pol sem skupaj kar neki jobov, dosti krat se pa mi zgodi ful smešnih stvari. Kličeš na neko se zgovarjaš z nekom, ja, ki ne ve in pol ti reče se pravi čujem, vaša zveza prekinja. In si tako, ne, jeclam. Ne, tako je kao. Ne, samo zveza prekinja, rečem, ne, gospod, jeclam. Ne morem takoj povedati. Recimo, tako. A ja, se pravi čujem, v redu je tako. It's okay. Tako da je zelo teh nekih luštnih situacij. No. Ali pa vici. Ja, se tako vemo, ne. Kljub temu, da pa si v bistvu imaš toliko izkušenj v tujini, sem pa tako malo pred brskanjem, ko sem te seveda malo pričekirala, se mi vse zdi, da si dosti skromen. Zdaj tudi, ker te definirajo ti dosežki, kamorkoli vpišeš, je v bistvu naslov, frizera v njo, tisto, kar smo prej naštela imena, ne? Ja, se strinjam. To je mogoče tudi malo vzgoje. Sigurno ima nek impact vzgoje. Sicer pa imam v mindsetu to malo drugače razloženo in moj mindset na podlagi tega govori, da jaz nisem služba. Ne glede na to, da imam jaz osebni brand, v bistvu, če spišemo na list JAZ, je enako job, se prečrta. Je en čaj in pol dobiš. Eno je služba, eno sem pa jaz kot Vili.
Ja, se to sploh nismo povedala. Tvoje pravo ime je Vili Koderman. Je Vili Koderman, tako. Ja. Tako da ja, in pač hočem te dve stvari ločiti in njih. Tako da ta skromnost je v bistvu mi je všeč, v redu, samo če pogledamo realno, vse, kar sem ustvaril, se je zgodilo kje v preteklosti. To pomeni, da vse, kar pa imamo, ljudje pa je danes in mogoče jutri, jaz rečem. To pomeni, da sem zelo fokusiran zdaj in tukaj. To, kar pa je bilo, sem pa hvaležen, da je bilo. In potem ti ni pač ono, hej, jaz sem pa naredil to pa to, ker se zgodi dosti krat, da ko spoznaš določene nove ljudi, kjerkoli v Sloveniji ali pa v tujini, folks in general, in ko si v neki novi klapi, se predstavim, ne vem, kot Louis ali pa kot Ile, odvisno v kateri sekciji si. In polk jim rečeš v Sloveniji, tako, a primer, sem frizer. Vsak reče, in ta, mi je tako, na kaj apliciraš? Na to, da imam 3-letno šolo, ali na to, ne, kao na ta mut, ali ker se nisem mogel vpisati, ali kamorkoli, to pač ni moja stvar, to pač od njih sem jih vidim, luškano. In polko se z njimi zgovarjaš, pa si še vseeno tako low key. Nekaj poveš, si naredil nekaj to. In polko čez enih 20 minut, ko greš mogoče v stran, pa nekaj skomuniciraš, in polko te frendi ali pa znanci, ki jih vejo, in polko kao, a ti veš, da to bil kao? Ja ne, pač Frizer. Je frizer. In ko ta človek to pove temu človeku, ne, pol se pa zgodi magic in tako, in se vrne, oh my god, ti znaš to. Ker mi jih je luštno gledati, jih ne obsojam, ker jih nimam zakaj, jih sprejmem, točno tako kot so. So pa mi te neke stvari tako zelo socialni eksperiment, bi jaz rekel. Točno to. Tako, in je prav tako, zdaj me tako vidiš. In ko vidijo Kot da bi kliknili, ne? social media, ne? Ja. Ko grejo na Instagram ali pa ne, kamorkoli. In tako, Zato mi je ta neka skromnost ali pa ta, jaz nisem svoja služba, mi je zelo, da se lahko lepo prizemljiš. Pa si mogoče na poti, pa zaupam nekomu, torej, da jaz imam ful to željo iti v tujino, bla, 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 pa si je mislil, tebi ne bo ratal. Ko danes bi šli intervjuvati moj razred. Ja, to bi bilo zanimivo. Vseh 3 let, pa morda bom komu naredil krivico, ampak mislim, da je bilo 98% ljudi, ko mi je uspelo, a tebi je, tam je bil. Bil pa nek odstotek, 2% ljudi, bi lahko rekel, ki so vedno nekako čutili, vedeli, da jim bo uspelo, sem tisti mi nikoli niso zavidali, bi jaz rekel, in polje pač, mislim, je cla vsi aparati, v Twirlingu si hodil, ki je zelo podobno kot mažoretkami, vedno si se oblačil drugače, obnašal drugače, hangal bolj kot ne zgolj z bebami, ker tako nisi imel glike šolcev na frizerski. In pa je bilo vse vedno tako, kao neki, je bilo več obsojanja v srednji šoli. Mislim, srednja šola je bila, zame to je bilo roller coaster. Želitve, drugo, tretjo, ki mi je danes, ogledalo sem ti bil, a zato si me žalil s tem, zato si reagiral s tem. In danes razumem, tako da vse si niso sami krivi. Kaj pa to prepričanje, da frizeri sam blebetajo, pa vse vejo, pa... To bi trebalo strankama vprašati. Ko gledaš na to? Zelo sem tako, da ne generaliziram stvari, biznisov in ljudi, ker se zgodi krivica. Je pa sigurno nek velik procent, kjer lahko rečem, da smo bolj komunikativni oziroma da pač vemo,
določene informacije. Kar je v bistvu res, če imaš na dan, ne vem, v salonu 8 ljudi ali pa 6, zveš 6 različnih verzij iste situacije, ki se je zgodila včeraj. Recimo, ja. Recimo. In pol si ti tisti, ki boš to ali sprejel, tako ali tako, v bistvu sprejel to, ja, pol pa na tebi. Ali boš to obsojal, ali boš to verjel, ali ne boš, kaj boš za to informacijo. Katere informacije boš sprejel, ne? Tako da mi je v bistvu, jaz rečem tako, da sem bolj tako kot neka zakladnica informacij, ki iz mene ne dobiš ven. In ker imaš v stroki svojih klientov, imaš ljudi z leve strani, z desne strani, od zgoraj, od spodaj, od ni da ni. In jaz se zavedam, da če povem od ene stranke informacijo, ki si zaupama stranki za njo, da je lahko zelo velik problem v tej državi. Tako da sem zelo, ne komuniciram, ne šimfam, ker se mi ne da v teh stvarih, zelo raje. Imam nek moto, da mali govori o drugih ljudeh, velik pa o idejah, umestni pa o novicah in vremenu. Tako da se zelo izogibam določenih tem, stvari. Isto v salonu sem imel tako, v času covida sem imel en listek, ki je bil tako, v salonu ne govorimo o koroni in politiki. In bolj vsak je to videl, rekel, in ko je šlo v debato, ker skoraj vsak je komuniciral o tem, sem rekel, si videl ni listek, jojo, prosti, vse cool sem, meni ima temo. Ker je vsaka prišla tja, pa sem bil tako, si že imel poln. Let it go, let it flow, you choose. Samo moraš pa imeti ogromno nekih poznanstev. Network mrežo lahko reče, da nam res izjemno. Ja. In na vsakem področju. Na vsakem področju, v vsakem večjem mestu na tem svetu. Še na svetu, ne samo v Sloveniji. Ja, ker ko živiš in ko potuješ med tolikimi ogromnimi mesti, valjda, da spoznaš nek nov folk. In tisti, ki imajo cool vibe, mi je bilo vedno pač luštno pa všeč, da ohraniš z njim stike, ker je zelo pomembno, s kom se družiš. No? Mislim, vsi vemo ta nek klišej stavek, ja, si poprečje 5 ljudi, s kom si obkrožen. Sem, ko ga dejansko greš razumevati in ko slišiš ta stavek, ko ga res slišiš, ti je ono, obed, čakaj malo. Torej, če sem zdaj družil s tem pa s tem, bom tako pa tako. Aha. Če pa sem družil s tem pa s tem, bom pa tako pa tako. Aha. To meni, da ko sem bil vedno v tujini, se nikoli nisem družil s Slovenci, recimo. No offense do kogarkoli, temveč mi je bilo všeč, da se naučim še več o jeziku, da spoznam drug mindset, da se naučim in prevzemem določene kvalitete, ki jih sicer ne bi, ker vsako območje na tej zemlji ima pač svoj mindset, informacije in znanje in zakaj ne bi izbrali tisto, kar je the best za nas. Ja, tako. Pa si ostal s katerim znanjem v stiku? Pa ja, z ogromno ljudmi. Se damo tako na storijo malke, si da je good neki ali pa WhatsApp, to ne bo laufa. Kaj pa glede na to, da si torej sodeloval s temi zvezdniki, ki so pa verjetno tudi zelo mobilni. A je bil kak tak nenavaden kraj, na katerem si mogel urediti frizuro? Naprimer? Nenavadni kraj, to je bilo kar nekaj, ne vem, ko smo snemali z Britney Spears za Davidom LaChapelle, smo bili sredi deserta, v puščavi, in tam si imel te kamione v bistvu. Okay. In ti kamioni so, notri imaš v bistvu vse, lahko rečem, od make-upa do hair do hrane. Tako da v puščavi smo delali, pol na vodi se delali. Tako so neke določene lokacije, ki so tudi zate kot za zelo dobrega frizerja izziv. Ker če je preveč vlage v zraku, če je preveč mokro ali pa v rastlinjakih sem bil tudi, mislim tako, ker je pač mut lepši. Tako da ja, je teh nekih
lokacijskih opcij. Ali pa, točno, snemali smo reklamo v Zoldnu, to je tam, ko se snemo James Bond Element film in to je bilo na 3000 pa neki nadmorske višine, veni, ne vem, -15 recimo na oko in tam friziraš. Tako da take nekaj so mi bile vedno zelo všeč, ker je izven cone udobja in tako prerasteš. Tak. Da te bom vprašala nekaj, kar te je že veliko ljudi vprašalo, ampak vse zanima, kaj se pa pogovarjaš s temi znanimi. Kaj se pogovarjam s temi ljudmi? Ja. V bistvu se probamo izogibati vseh nekih gosip, čeprav pride do gosipa, ker ti oni tebi govorijo, hey mate, you know what happened last time, tako neki tam mud. In pol ne možeš jih to skenslati. Ja. Sicer pa je v bistvu bolj taka, komunikacija je ful odvisna od kolikokrat si delal s tem človekom. Tako. In od štartnega vajba. Ker ko se z nekom zaštekaš, ali pa če se bolj ne, je komunikacija sigurno na nekem drugem levelu. Sicer pa se zgovarjaš tako, ne? Vsega, od mindset stav do vremena, če prije tem. Odvisno, kar začutiš. Ampak tako gre bolj, ni zdaj pa se ne smeš o tem zgovarjati, ali pa ne tem. Tako da pač tam ti je res nekako jasno, da kaj pomeni en stavek, ali pa kaj pomeni obtožba, ali pa kaj pomeni šimfanje. In zato sem zelo striktno glede teh stvari, ker če si zdaj mi nekaj zmislimo, dama to na social, dama slikto zraven, je tak fake news v 2 dneh po celi Sloveniji. Če ne še prej. Tako da zato ker jaz verjamem, da z besedami lahko premikamo gore. Zato ne verjamem v nasilje, zato ne verjamem v nič drugo. Ampak v komunikacijo, ker to je res magic. A si izkoristil kdaj svojo radovednost pri znanjih? V kakem smislu? Da si jih vprašal nekaj, kar te je vedno zanimalo. Sigurno, da ja. Mislim, izkoristil radovednost, sigurno prideš slej kot prej do nekih tem, ki so osebne in posledično zveš določene informacije, znanje, ki ga ni v javnosti. In to še vedno tle v srčku premajam. Tako da, veš kar nekaj stvari, ne želim delati nikomu škode. Mislim, jaz se rajši verjamem, da jemo stopiti skupaj, pa vsi skupaj nekaj ustvariti. Ne pa kako uničiti nekoga. To mi je tako. Ne, bodi kvalitetnejši v delo in naj delo govori za tebe. Ne pa da boš mu nekaj uničiti, da boš ti boljše. Pol nisi boljši, ne? Smo spet pri lepoti. Boljše, slabše. Tako. Pa pojma še malo na slovensko sceno, pa se mogoče probi malo v salon predstaviti, da boš lahko govoril o tem. Ok, sem. A bi lahko izpostavil eno osebo v Sloveniji, bolj znano, ko je vedno v trendu svojo pričesko? Da sledi nekim smernicam, da se ti zdi, da pa ve. Bi lahko izpostavil koga? Ok, sem v salonu, razmišljam. Trenutno, kdo bi najbolj sledil to, kar je in, so band, ki se imenuje Murphy Band. Okay. Pa ne zato, ker jih jaz friziram, temveč se zato hočem izpostaviti, pa ne zato, ker jih jaz friziram, temveč zato, ker si dovolil zaupati meni, da jim ustvariš nek luk. Ker biti zgolj ustrižen, špičke ali pa nekaj še ne pomeni, da imaš glih luk. Meni pa je cilj vsakemu človeku, ki ga friziram, da ima na sebi tako imenovan luk oziroma stil, ki gre k njegovemu lifestylu, v
jutranji čas, koliko si pred ogledalom v kopalnici, od tega, ali hočeš biti bolj v business moodu, ali bolj effortless, ali kakorkoli. Da je v bistvu frizura zgolj nek dodatek na tebi, da ni vse okrog frizure. To mi je cilj. Ker vidim, da je obraz tako kot slika in lasje so tako kot okvir. In če je okvir slike lep, bo tudi slika še lepša. Kaj pa, ko si toliko omenil politiko? Kako bi pa opisal pričeske nekaterih politikov, glede na to, da včasih kar zgleda, da jim ni to glih v prvem planu? Pričeske politikov? Ne bom se opravičil, pa rekel brez zamere, ker to je bilo zelo slovensko. Tega ne bomo počeli. V bistvu definitivno jih vidim, da bi rabili marsikdo določeno noto strokovnosti in da ni nujno, da to, kar mislijo, da je najboljše za njih, da še glih to najboljše v drugih očeh. Okay. Ker še predvsem, če si v veji, o kateri govorimo, je pomembno, da v bistvu predstavljaš sebe v skladu z ljudstvom, ki ga zastopaš oziroma te izvolijo. Tako da marsikaj bi se dalo narediti in mi je prav škoda, da vidim na teh vseh plakatih, ki so zdaj bili tako, sem res, ko so bili na vsaki. Bože, mili, no, pa kako. In mi je prav en človek, ki me je vredil frizuro od vseh plakatov, je tako, ali pa dva mogoče, od vseh, ki sem jih videl, pa se ogromno prevozim z avtom po Sloveniji, pa mi tako, sem obkrožil bi in tako kot, to, ampak kdo sem spet jaz, da bom svoje rečel na koncu. Da, če priješ v salon, ti povem, rade volje, sicer pa imam isti stavek, vsak frizer je dober, vsi imajo dobre frizure in to je to. Kdo sem jaz, da bom rekel, kaj je dobro poslal. Kaj pa kaki miti o laseh, ki mogoče ne držijo? Ti pade kak na pamet? Definitivno, takoj. Če se obriješ, boš imel bolj goste lase. Okay. Kje je logika, če las raste iz kože navzven, da bo ta las zdupliciral, ker si ga odrezal ven. Ni. Nekaj ne štima. Nekaj pač ni okej, ne? Ali pa tako reče, da bomo obrili male bebice, da bodo imele gostejše lase. Je mogoče kdo slišal za DNA zapis, da mogoče kaj dedno v življenju, da tako kot, ne? Ja. Imaš obliko obraza malo po mami in očetu, da mogoče so, ne? Ja. In lasje, kvaliteta las oziroma stil bi pa naj šlo po babici od mame. Tako gre. Od mame? Ja. DNA. Okay. Tako da to, kjer bi še bili ti drugi. Zdaj bo vsak pomislil na lase svoje babice. In potem dobiš obliko čela ven, dobiš gostoto približno, strukturo. Sigurno je zmešano z vsemi, ki so pač zmešani s tabo. Ja. To bi naj nekako tako bilo. To je to, kar jaz vem o tem. Tako. Ostali mitov pa ne vem, toliko ne vem, kaj bi še bilo. Dobro, že to si nas nekaj naučil. Veseli. Pa ti za konec še dam par hitrih vprašanj oziroma izbira med eno in pa drugo, pa dajmo gledati iz biznis vidika. Okay. Kaj bi izbral, tujino ali Slovenijo? Bolj kreativno delo in več kreativnega dela je v tujini. Okay. Delo v salonu ali delo na prostem, na dogodku druge? Delo na dogodkih in eventih. To je isto. Pač druge. Ker je bolj kreativno. Ja. Okay. Fifth Harmony ali Opera? Opera. Karl Lagerfeld ali Jason Derulo? Karl. Dobro, tudi da povem, vse te si stiliral. Krajši ali daljši lasje? Pri ženskih
Pri ženskah mi je dolgi las zelo všeč. Kaj, ker verjetno lahko več delaš? Ali... Relativno bolj kreative, ja, Ok. ker je pač po fiziki več. Moški? Moški so, pa, mislim, ta stil z gobicami zdaj, ki je z muleti in to mi je zelo, zelo všeč. Ta vse neka new moves, pa ta, ko je se vrnalo Backstreet Boys, spreč v sredini. To je tudi cool zdaj ratalo, tako da tudi dolg las mi je cool na tipih. Tako. Se ne omejujem. Okay. Škarje ali brivnik? Škarje, definitivno. Kaj sem zasledila, da imaš neke svoje ali oblikovane ali kaj, da nam povej? Tako, v bistvu sem rešil nek problem, ki sem ga imel sam pri sebi, z tem, da ker sem pri friziranju je zelo pomembna ura, ki jo vidiš in ki jo ustvarjaš. In pri ogromno stilu frizur so mi bili določeni glavniki ali preblizu ali pa predaleč kot zobki. In pol sem v bistvu oblikoval svoj glavnik, linijo glavnikov in sem testiral in omogočil, da je najlepša ožina med vsakim zobcem, da ko se ljudje češemo, da pride tekstura lasu ven, ki je pravilna v mojih očeh, tako bom rekel, po mojih standardih, ter da je oblikovan iz ekološkega lesa, kar pomeni, da nismo sekali dreves, temveč smo uporabljali one, ki so že bile na tleh, padle. Vse premišljeno. Ročno izdelano, tako. Logo je izrezan z laserjem, kjer je dodatno še 24-karatno zlato notri. Wow. Pride v škatlici, ki je znotraj obdana z kokosovimi vlakni, zato da je vse natural in organic. Vsa proizvodnja vsega je izdelana v Sloveniji. Glavniki se lahko kupijo na spletni strani od mene, louisferry.com. Tako da, in mi je pač tako všeč mi je bil v bistvu proces vse te izdelave od ideje in do konca, ker sem se vsega lotil skoraj 100% sam. Iskati, oblikovati, najti, izbirati, gledati, frizirati z njim, testirati ga. In v štartu sem v bistvu mislil, ker je produkt toliko kvaliteten in dober, ki ga lahko tudi uporabimo kot klipsno v leseh, kot accessories. Sem prvo videl nek downside, ker v bistvu kupiš enega in ga imaš za celo življenje, ne? Zdaj pa to vidim kot a benefit, tako da kupiš en glavnik in je s tabo zavedno. Tako. Super. Za na konec imam pa še eno verjetno bolj očitno zgovorna ali nezgovorna stranka. Kjere kote me daješ? Zgovorna. Že bi bilo dolg čas. Meni je tudi lepo, ko delam, da sem tiho. Meni je to nič ne. Jaz, ko delam, me sploh ne moti, če stranko ne spregovorim nič. Mi je čist okej. Nisem tako, da bi mogel govoriti. Ampak ker v salonu imam zelo tako tak sistem obravnave, da je 1:1, da je cool glasba, cool svetloba, vse ta nek mood, da ko stranka vstopi z dnevnega džumbusa, bi lahko rekel, ko laufaš cep in čop, da ko si tam, da si res tam, da ti je to tako uživancija. In posledično, če vidim, da nekdo uživa, tudi jaz uživam še bolj. Tako. Super. No, kaj bi pa meni predlagal, sem pa pogovorila na tvojem stolčku. Zelo, ja. Cute.